Drage gledalke, dragi gledalci, dober večer. Za večino staršev so prve besede otroka, prvi koraki, gibanje, nekaj samoumevnega. Žal pa za mojo današnjo gostjo Majo ni bilo tako. Več pa boste izvedeli v naslednjih minutah. Lepo pozdravljena, Maja. Pozdravljeni, lepa hvala za povabilo. Hvala, da ste se odzvali. Kot sem omenila, običajno otrok mamo ali očeta nekako v prvem letu že pokliče, mu kaj pove. Pri vas pa žal ni bilo tako. Vi ste te besede čakali več let. Res je, vse je tako, kot ste povedala. Pravzaprav smo te besede čakali malo manj kot 6 let. Namreč moram reči, da so te zgodbe, ki jih vsakodnevno slišimo, izjemno težke. Ena izmed teh, za katero si starš sploh ne zna predstavljati, da se lahko njemu zgodi, je tudi naša. Namreč naš 10-letni Filip se je rodil, bom rekla, z najtežjo govorno jezikovno motnjo. In če nekako povzamem, se otroci govora naučijo spontano, zgolj z izpostavljenostjo govornemu okolju. Pri našem fantku pa nažalost ni bilo tako. Ko se pojavi kombinacija nekih težav, tako bom rekla pri govorilih, kot tudi pri fonološkem izražanju, potem nastopi huda težava. In temu rečemo apraksija. To je motorična v bistvu motnja govoril. Vem, da si zelo težko predstavljate, kaj to pomeni, ker ponavadi govorimo o motoriki gibal. Zdaj, govorila so pa izjemno pomembna. Namreč otrok, ki ne govori, ima izjemne velike težave, tako pri komunikaciji s sovrstniki, pri vključevanju v socialno okolje. In tako je tudi bilo. Jaz moram reči, da pravzaprav je naša zgodba z srečnim koncem. Ampak bova v nadaljevanju tudi povedali, zakaj je temu tako. Jaz bi želela mogoče samo izpostaviti, in zato sem hvaležna, da sem lahko danes z vami tukaj, da nekako opolnomočimo vse tiste, ki starše in nenazadnje tudi otroke, ki se srečujejo s tovrstnimi težavami. Veste, veliko je otrok, ki ne govorijo, ki ne zmorejo govoriti. In nam so velikokrat rekli, pa sej bo govoril, ne? Ampak kot mama, ko čutiš svojega otroka, ko vidiš, da je razvoj gre v popolnoma drugačno smer, kot bi moral iti, takrat veš, da je potrebno vklopiti dokaj hitro, bom rekla, vse luči, ki utripajo. In mi smo jih že, hvala Bogu, pri 18 mesecih smo videli, da nekako ne bo to šlo zlepa. In sva s partnerjem takrat pravzaprav izjemno hitro pristopila k reševanju te, bom rekla, težave. Potem smo se seveda poslužili vseh možnih logopedov, terapevtov in podobno. Kar bi želela izpostaviti, pa me pravzaprav veliko ljudi tukaj podpira in tudi pozdravlja in tudi veliko smo že povedali na to temo, je, da v Sloveniji res nimamo urejenega sistema, ki bi otroke s tako težko govorno jezikovno motnjo vključeval redno v logopedske obravnave. Namreč, če povem za primerjavo, je čakalna doba za otroka z najtežjo govorno jezikovno motnjo skoraj 2 leti. Zdaj si pa predstavljajte, kaj to pomeni 2 leti. 2 leti plastičnih možganov, ki potrebujejo izjemno veliko terapij, vključevanje v socialno okolje, tebi pa otrok ne govori. Takrat se tudi sam srečuješ z hudo stisko, nemočen si. Sistem ni tako naklonjen, kot zgleda. Pravzaprav ostaneš popolnoma sam. Če nimaš svojih lastnih finančnih sredstev, vam povem, ne vem, kako bi bilo. Zdaj omenili ste čakalna doba tudi po 2 leti, zato so velikokrat starši primorani celo najemati kredite, pravzaprav, da lahko otroku zagotovijo tisto oskrbo takoj, saj namreč pri otrocih šteje vsak dan, teden, mesec. Drži, popolnoma se strinjam z vsem povedanim
In točno tako je tudi bilo. Pravzaprav smo nekako iskali poti, kako ga vključiti v kontinuirano obravnavo. Namreč moram tudi povedati, da je izjemno pomembna v tem predšolskem obdobju otroka, je izjemno pomembna kontinuirana obravnava. Kaj to pomeni? To pomeni, da bi moral otrok biti skoraj vsaki drugi dan vključen v neko terapijo, bodi si logopedsko, bodi socialno pedagoško ali tudi psihološko. Veste, ko otrok ne govori, mi mislimo samo govor je problem. Ne, sploh ne. Treba je celostno pristopiti k obravnavi. Ne? In takrat sva pravzaprav s partnerjem morala dajati na stran veliko denarja, da sva mu omogočila kontinuirane terapije. Koliko sva lahko šla skozi rehabilitacije, ki jih ponuja država, sva šla, ampak tudi tam je bil pravzaprav Filip za veliko strokovnjakov in tega me danes spet ni, bom rekla, mi ni težko povedati, zato ker za svojimi trditvami stojim, ker vem, koliko smo vložili vanj. Neobetaven otrok, ne, pravzaprav ja, sej, veste, ne govori, pa pač ne, bomo mu pa dali nadomestno komunikacijo, s katero bo komuniciral. Ne vem, da razložim mogoče za gledalke in gledalce, kaj pa je nadomestna komunikacija. To so takšne sličice, ki so sestavljene, ne vem, iz samostalnika, pridevnika, glagola in potem jih otrok gleda in, ne vem, se s pomočjo tablice ali pa napisano temi sličicami sporazumeva. Se pravi, da zgolj kaže. Veste, zame in za mojega partnerja to absolutno ni bilo sprejemljivo. In takrat smo še morali več energije, znanja in truda vključiti v to. In še ena situacija neljuba se nam je zgodila. Bil je čas covida. Čas, ko so bila vsa vrata javnih ustanov zaprta. Kaj zdaj to pomeni? To pomeni, da pravzaprav Filip nima nobene obravnave. To pomeni, da sva skozi rehabilitacijo sem se sama mogla učiti, kako z njim delati, komunicirati in ne vem, če si znate predstavljati z negovorečim otrokom, pravzaprav ga učiti govoriti. On je imel toliko znanja, toliko potencijala v sebi, ki ga ni zmogel izraziti. Se pravi, ekspresivno izraziti. In to, veste, takrat pa tudi starš, ni samo starš, ampak je tudi to tako težko iti skozi ta del, bom rekla, življenja. Velikokrat je bilo to tako težko, ko je Filip jokal, ko ni znal povedati, ko sem jaz mogoče bila tudi tista, ki ga je spodbujala, daj povej, sine, nekaj, dajva se pogovoriti, ne, pa sama nisem razumela, zakaj on meni ne govori, ne. In spet družba je tista, ne, pa sej bo, veš, Maja, sej bo, ne bo, njega je treba naučiti govoriti, ne. In potem sem skozi to zgodbo, pravzaprav so me prijazno tudi povabili v Zvezo organizacij pacientov Slovenije, kjer smo potem malce razširili to zgodbo in se osredotočili na malega pacienta, kjer opolnomočimo ljudi in jih lahko tudi malce potolažimo, nekako pocrkljamo, če lahko temu lepše rečem. Veste, jaz nisem imela nikogar, jaz sem orala ledino pravzaprav na tem področju, se borila, trkala na vrata institucij, dobesedno trkala na vrata institucij, kjer so me pustili pred vrati, ampak malce sem neizprosna, pa imam mogoče ta temperament v sebi, ne, in to borbenost, da smo uspeli. Da smo uspeli in da je danes Filip krasen 10-letni deček. Vi in vaš partner sta torej vlagala vse, kar je mogoče vanj, zato pa je bilo potrebno veliko odrekanj pri sebi pravzaprav. Že velikokrat slišimo, ko mamice, ne vem, predvsem mamice so tiste navadno, si ne vzamejo več toliko časa za sebe, dajo nekje v odzadje. Kadar pa pride do tega, ko ima mamica otroka, ki ima vseeno posebne potrebe, mora vložiti še več časa vanj, se zgodi, da pozabi na se. Kako ste pa vi to nekako balansirali, da ste si vseeno vzeli nekaj, s čemer ste si napolnili baterije, da je lahko Filip dobil od vas tisto, kar ste mu želeli dati? Pravzaprav, če sem čisto iskrena z ničemer, če vam povem po resnici, sploh ne vem, od kod sem jemala to moč. Na koncu dneva, bom rekla, po tudi odgovorni službi, ne, nazadnje sem iztisnila zadnje atome moči, da sem zmogla. Da sem zmogla
pravzaprav, da sva zmogla in da nekako smo ostali vsi zdravi. Ne? Pravzaprav nismo. Ne? Mene je potem 3 leta nazaj tudi bolezen zaznamovala, ampak sem iz tega tudi išla nekako kot zmagovalka. Ampak veste, to pusti rane, pusti občutke, ki si jih ne moreš tako zlahka znebiti. To so dnevi tuhtanja, tudi leta, če želite. In ta vprašaj, zakaj, ne? Zakaj prav mi, zakaj se to nam dogaja, kako bi bilo, če bi bilo, ne? Pa ni. Ste se kdaj zalotili, da ste ga recimo opazovali in si v mislih zamišljali, kako bi bil slišati njegov glas? Zelo, zelo, neverjetno. No, in pravzaprav vam moram iskreno povedati, da danes, ko govori, ne, in ko res, bom rekla, kar dosti govori, je ta njegov glasek, cel dan bi ga lahko poslušala. Res, cel dan bi ga lahko poslušala in tudi moram reči, ko ni zmogel peti, ne, ker je imel težave tudi s petjem, pa z intonacijo, ne, no, smo ravno bili meseca decembra, ko so božični ti veseli koncerti na osnovnih šolah, je tudi Filip pel v pevskem zboru. No. Tako da pravzaprav moram reči, da sem izjemno ponosna nanj. Pa kaj, pravzaprav niti te besede sploh ne morejo povedati mojih čustev in čustvovanj, koliko sva z Atijem ponosna nanj, ne. Mogoče bo si kdaj zavrtel čez par let to oddajo, pa bo videl, da je mama res ponosna nanj. Ne dvomim, da ne bi vedel, no, zagotovo je prepričan in ve. Vi ste že omenili poje v pevskem zboru, ampak to je samo ena izmed njegovih zmag, oziroma lahko upravičeno rečem vaših zmag. Filip med drugim celo plava, igra klarinet, trenira plezanje. Ja, res je. Tudi karate, že 2 pasova je položil. Človek, kar ne more verjeti, nekako to je dokaz, da veliko lahko da sam starš. Vi ste tudi imeli možnost na eni točki, ali obupate, pa se nekako prepustite tistim besedam, napovedim, ki so vam jih dali, in na drugi strani, da izberete tisto borbo in pridete do zmage, tako kot v vašem primeru. Res je. Izjemno smo ponosni nanj, pravzaprav seveda je delček tukaj, ampak veste, mojega truda, dela in vsega. Ne. Je pa res, da je Filip, hvala Bogu, v okolju tudi šolskem, kjer ima neizmerno vzpodbudo učiteljic, učiteljev, pedagogov, ostalih, bom rekla, delavcev šole, ki tako krasno pomagajo pri njegovem razvoju, da sploh nimam besed. Seveda, Filip je res, tako kot ste omenila, otrok, bom rekla, zdaj že kar velikih talentov, ampak to je samo en, bom rekla, takšen kamenček v mozaiku, ki ga mi sestavljamo. Namreč, pravzaprav to, da igra klarinet, to je za nas izjemno. Pravzaprav že zaradi govoril in vsega so bili vsi skeptični, bo, ne bo, in dečko igra. Kar se tiče plavanja, nas je izjemno presenetil. Namreč Filip je imel izjemne težave z zgornjimi okončinami, pravzaprav rok ni mogel tako dobro premikati, bil je hipoton, ni mogel samostojno v začetnih mesecih, pravzaprav letih tudi tako dobro jesti in podobno. Danes plavamo v olimpijskem bazenu. Trenira tudi tradicionalni karate, se pravi, vse je povezano z umom in telesom. Nekako in otrok ve, kaj mora zbrati. Se mi zdi, da vsak otrok čuti točno to, kakšen primanjkljaj ima, veste. In Filip je izjemno empatičen fantek. On pravzaprav točno ve, kaj on mora. Tudi spomin ima izjemen, ker on je 6 let svet doživljal skozi vizualizacijo, ne skozi konverzacijo, skozi vizualizacijo. In je danes, ne vem, nepremagljiv recimo v spominu in podobnih igricah, ne? Zato, ker je toliko moral vizualno se sporazumevati, da pač ni mogel, ker ni pač zmogel govoriti, da mu je to ostalo, ne? In seveda ima močna področja, je pa res, da najbolj, na kar sva pa ponosna, je pa to, da je izjemno spoštljiv. Izjemno spoštljiv
tudi ranljiv, če želite, empatičen in mu je mar za sočloveka. No, na te kategorije sva pa s partnerjem najbolj ponosna. To, da mu beseda hvala, prosim, ni tuja. In to, kar je v sodobnem našem svetu pravzaprav že bizarno pričakovati. In tudi moram se nekako vrniti malce še na zadevo, ki me pa najbolj mori in teži, da v Sloveniji, v slovenskem pravnem redu bi morala takšna področja biti zelo dobro urejena. Zakaj to govorim? Zaradi tega, ker mogoče sama na teh področjih tudi delujem, pa včasih kaj predavam, pa se ukvarjam z zakonodajo, pa vem, da je veliko anomalij in praznin, ki bi ravno to morale biti urejene. Veste, že temeljni akt Evropske unije kot Evropska konvencija o otrokovih pravicah nam nalaga veliko pravil. Ne? In jih tukaj ne spoštujemo. Mene to jezi, mogoče že zaradi tega, te moje, bom rekla, poklicne deformacije ali pa zaradi tega, ker sem pravzaprav ostala v sistemu sama, no, s partnerjem seveda in z otrokom, ne. Ampak zdaj ste vi tisti, ki, kot ste že omenili, dajete vse, da opolnomočite starše. Velikokrat se obrnejo na vas in ste vi tisti, ki jim pomagate vsem tem sistemu nek korak naprej. Res je, res je. Moram priznati, da se velikokrat pravzaprav me pokliče kakšna mamica, tudi oče, ki rabijo kakšno pomoč, ne? Se pravi, bodi si birokratsko, bodi si zgolj in samo kakšno besedo lepo, ki jih lahko potolaži. Ne? Jaz to z veseljem delim. Jaz si za ljudi rada vzamem čas, ne? In si ga tudi takrat vzamem kar nekaj. Ne? Zakaj? Ker vem, da so v stiski, ker vem, da za otroka smo pripravljeni vse narediti. In veste, časa ne moremo kupiti, ne? Časa res ne moremo kupiti, zavrteti ga ne moremo nazaj. Lahko pa vlagamo v prihodnost. In prihodnost so otroci. In ne smemo se mačehovsko obnašati do njih. Ne glede na to, ali so to otroci s posebnimi potrebami, ali so to otroci, ki mogoče na drugačen način dojemajo svet. Ravno takšni otroci so izjemno pomembni, kakšen bo svet čez 20, 30, 50 let, ko nas mogoče več ne bo. In če ne bomo razmišljali v tej smeri, se bojim, da bomo pač zgubili to nit, no? Zgubili ta čustva, ki jih pač zelo potrebujemo, da delujemo harmonično, kot celota, kot družba. Ne? Zdaj mogoče, če govoriva sedaj, ko gre za težave, recimo pri govoru in podobno, gre mogoče za neke ne na prvi videz vidne, opazne motnje, no? Kaj bi si želeli, da bi morda ljudje o tem razumeli? Zdaj nekoga, ki je na invalidskem vozičku, je drugače, ne? Pri recimo otroku, ki je Filip, ki ni govoril takrat, je pa vendarle morda bilo spet drugače. Seveda, pravilno ste to zaznala. Res je, že obisk trgovine je bil naporen. Sploh, ker so to bili glasovi in niso bile besede. In potem opazke ljudi, ne, češ, a ne boste umirila svojega otroka, a ne boste pristopila k njemu in ga potolažila. Mi pravzaprav veliko povedo, no, o ljudeh kot o družbi. Pa ne morem reči, da sem vedno naletela na neke negativne odzive. Jih je pa bilo bistveno več kot pozitivnih, to je pa res. In potem vsakemu razlagati, da ima moj otrok, ne vem, ne govori, ima najtežjo, ne vem, govorno jezikovno motnjo, se spopadamo z različnimi težavami, nisem imela energije. Vam iskreno povem, to energijo sem raje vložila v njegovo delo. In še to moram povedati, ne, ko so drugi starši, recimo, včasih mi rekli, pa pridi, pa gremo kam, ne, sem jaz z didaktičnim materialom doma hodila in prosila ne vem koga vse, da bo moj otrok enkrat govoril, ampak to si človek sploh ne zna predstavljati, kaj to pomeni, ko sediš za mizo z otrokom, ki ne govori in pričakuješ, da bo spregovoril. Ne bo. Ne. Kako pomembno je na tem mestu tudi razumevanje, ne vem, družine, prijateljev,
Bi lahko rekli, da ste imeli takrat koga, ki vam je stal, bil v oporo, ali nekako izgubiš prijatelje, družbo? Ta druga bo, ja. Ta druga bo. Meni je zelo žal, zelo dobro, da ste tudi to izpostavila. Pravzaprav zelo ostaneš sam. Mogoče si tudi na nek način sam kriv, ker ne govoriš toliko o tem, ker nimaš energije, ker si zaprt v svoj sistem, kjer loviš čas, občutek tisto, da boš pa vendarle otroku lahko dal vse. Ne? Jaz vseeno hodim v službo, 8 ur delam na delovnem mestu in potem pridem domov in me še čaka, pravzaprav tudi zdaj, ko Filip zelo lepo napreduje, me še čaka, bom rekla, eno delo, ena majhna služba, se pravi, da ponoviva, da narediva nalogo in da se pogovoriva o stvarih, kako je potekal dan. Mi se zelo radi pogovarjamo doma in pravzaprav s partnerjem sva oba nekako izgubila stik, če želite, tudi z realnostjo, z družbo. Z družbo. Ostaneš velikokrat sam, ne morejo razumeti, pa pravzaprav nikogar niti ne krivim za to. Jaz vsakega razumem, ker mogoče bi tudi jaz sama v takšni situaciji odreagirala. Verjamem pa, da niso želeli me spraševati, ker so tako ali tako videli, da sem v stiski. Tudi sama sem se zaprla, ker me danes spet ni sram priznati in odprto govorim o teh stvarih. Zakaj? Zato, ker sem samo mama. Jaz nisem terapeut, jaz nisem dolžna svojemu otroku nuditi terapije, ampak veste, sem mu pa bila primorana to, zato, ker pač ni bilo poskrbljeno tako, kot mora biti. In ko govorimo o tem, ko izpostavljamo to, ko se o tem pogovarjamo, jaz srčno upam, da to veliko ljudi sliši, da ta dober glas seže nekam in da lahko nekaj spremenimo. Ko ste omenili, recimo, tudi sami bi morda predtem, oziroma ste predtem gledali drugače na neke stvari, tudi na tiste zmage, ki so pa potem z vašim otrokom vse od dneva, morda, ki je prvič rekel mama, nekaj ur kasneje, ati, postale velike zmage. Največje. Veste, to so zgodbe in to so dnevi, ki jih jaz pravzaprav sploh ne morem opisati. To je en skupek takšnih emocij, da pravzaprav, ko prideš do te zmage, niti prav ne odreagiraš, več ne moreš niti jokati. Toliko solz je bilo pretečenih, toliko stiske je bilo, da ko se to zgodi, je to pravzaprav nepredstavljivo. In potem premlevaš in se moraš včasih uščipniti, ali je to sploh temu tako, ali je to res. Najprej zavlada strah, da ne bo ostalo pri 2 besedah. Potem se to nadaljuje in potem začne vedno več govoriti. Potem zavlada strah, da ne bo zdaj kaj spet narobe. Skozi živimo nekako. Mame otrok s posebnimi potrebami, tako kot je povedala ena krasna specialna pedagoginja, smo kot na bojišču. V konstantnem boju. In bi rekla, da je temu tako. Par let nazaj mogoče še nisem bila pripravljena o tem odprto govoriti. Niti družba ni tako naklonjena temu. Zdaj grem z največjim veseljem in povem, kakšna je bila naša zgodba, kaj se še lahko naredi, ampak tako kot sem rekla, pred nami je še dolga pot. Jaz verjamem, da tudi lepa, krasna. Filip nas je prišel naučiti v naša življenja eno vrlino in to je potrpežljivosti. Sploh v družbi, kjer vsi hitimo, drvimo, se ne ustavimo, je on izjemno potrpežljiv. In to nas je prišel naučiti. In nekako vaša zgodba je tudi dokaz, da te solze, ki so bile zaradi strahu, žalosti, se spremenijo tiste solze sreče, ki jih je danes daleč največ v primerjavi s tistimi prej, kaj ne. Kaj ne reče, moja najin čas se je iztekel. Hvala vam, hvala, ker se trudite opolnomočiti starše, premikati torej sistem v pravo smer. Upam, da bodo otroci postali prioriteta v našem zdravstvenem sistemu.
tudi po zaslugi tega, ker ste spregovorili in govorite na glas. Seveda, Filipu želim vse dobro še naprej, naj vas še naprej tako preseneča in vi za svojo zgodbo ste zagotovo vzgled številnim staršem, da se da, če se to želi. Lepa hvala za vaše povabilo in mogoče bi samo s tem končala. Človek je velik takrat, ko ne izgubi srce otroka. Lepa hvala. Hvala vam. In najlepša hvala tudi vam, da ste bili v najini družbi. Gledajte mojo zgodbo, pa tudi ostale zanimive vsebine na BKTV še naprej. Lep večer.